Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. Prebivalci Radencev doživeli hladen tuš. Infrastrukturno ministrstvo je namreč gradnjo ceste od avtocestnega priključka Grabonoš do Radencev zamaknilo za nekaj let. Priljubljena prekmurska skupina Blue Planet v Križevcih v Prekmurju obljublja nepozabno zabavo za Noč čarovnic, več bo v studiu povedal član zasedbe. Na letošnjem Vanekovem večeru govorili o slovenskem šolstvu, letošnji govorec je bil večkratni minister za šolstvo dr. Slavko Gaber. V pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je danes potekal 8. festival domoznanstva Domfest. Vikend s seboj prinaša višje temperature, pa tudi več sonca. Drage gledalke, cenjeni gledalci, gledate Pomurski dnevnik. Julija letos je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek napovedala, da se bo gradnja nove ceste od avtocestnega priključka Grabonoš do Radencev, ki je na nekaterih delih široka le dobre 4 metre, pričela najpozneje v letu 2026. Spremembo državnega proračuna za prihodnji 2 leti pa so Radenčani doživeli hladen tuš, saj naj bi se gradnja zaključila šele leta 2033. Ukolikor država ceste ne bo znova uvrstila v proračun že za leto 2026, domačini napovedujejo zapore na cesti. Po cesti od avtocestnega priključka Grabonoš mimo Kapele do zdraviliškega kraja Radenci se vsak dan vozi več kot 1000 vozil. Ozka je pa tudi zbulkena je, ne, tako. Hrapasta, kako naj povem, ruka, ne. Torej je potrebno prenove. Je 100% je prenova, to pa res. Radenski župan Roman Leljak je zaradi nujne prenove ceste prejšnji teden sklical izredno sejo občinskega sveta. Gre za turistično državno cesto, po kateri gre vsak dan 180 otrok, ki je cesta, ki povezuje Radence, Radgono, Tišino z avtocesto kot najbližjo pot, da je zelo prometna. Po celotni relaciji ceste poteka dvosmerni promet, a na nekaterih mestih, kot je tukaj, kjer je cesta široka le dobre 4 metre, je srečevanje vozil precej oteženo. Domačin Marjan Weberič, sicer upokojeni šofer avtobusa, v šali razlaga, da je za vožnjo po tej cesti potrebno kar nekaj znanja. Ja, mi smo tu kar spretne. Mi se karambolov je zelo malo ali pa skoraj nič. Mi vemo voziti po takih cestah. Vendarle je cesta v zadnjih desetletjih zahtevala skupno 11 smrtnih žrtev. Zato so v Radencih začudeni, da po spremembi proračuna v prihodnjih 2 letih za cesto ni predvideno niti centa. Po zadnjih načrtih bi se gradnja začela šele konec desetletja. In pričakujemo od ministrice, ki je osebno na poslansko vprašanje leta 2023 odgovorila, da gre to v leto 2025, da sedaj gospa ministrica tudi odgovori, zakaj pa to sedaj gre v leto 2031. Radenski občinski svet je sprejel posebni sklep, s katerim je infrastrukturno ministrstvo pozval, da jim v 15 dneh odgovori, zakaj je cesta zdaj uvrščena v program prenov šele po letu 2029. Žalostno, ne, za naša tota domača kraja, ker mi smo vsi tako bolje tu, ne, bolje mesto gledajo, nas pa ne, na podeželji. Do nas je pa vse v redu. Glede na stanje po Sloveniji, da vidimo, kakšne ceste so drugod, ob večjih mestah pa pri mestih, bi mi tu na tem obrobju Slovenskih goric se nekaj zaslužili. Nezadovoljni občani so na občino in župana že naslovili več pobud za proteste. Kaj od tega, da se na vse droge izobesijo črne zastave, od tega, da se postavijo jumbo plakati, v kateri bodo se ljudje posebno opozorili na to cesto. Smo sprejeli pobudo, da se cesta zapre, se pravi 3 ure na dan, z traktorji in z vsemi stvari, ki jih imamo, in da cesta v bistvu ni prevozna. Napovedane zapore in proteste bi lahko preprečila le ponovna uvrstitev prenove ceste v proračun že v prihodnjem letu.
Če še ne veste, kje bi praznovali letošnjo noč čarovnic, se v Prekmurju, natančneje v Križevcih, obeta prava glasbena poslastica. Na svoj račun boste prišli vsi, ki imate radi živo glasbo in vznemirljivo dogajanje. Kako pa se pripravljajo na ta velik dogodek in kaj vse obljubljajo? No, o tem pa z našim gostom, Bojanom Koltajem, članom zasedbe Blue Planet. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, da najprej poveva gledalcem, kdaj in kje bo poskrbljeno za dobro zabavo? Seveda v Križevcih 30. oktobra, se pravi sredo naslednjo, ki prihajam, vse skupaj vabimo na prvo križevsko noč čarovnic, ki bo potekala v Križevcih na Goričkem. Zdaj to bo premierna, ne? Prvič jo organizirate. Kdo pa so nastopajoči, ki bodo letos zabavali obiskovalce, oziroma da poveva tako, kdo se vam bo pridružil na odru? Ja, na odru se nam bo pridružil za začetek DJ Hari, poznani DJ lokalno in seveda domačin iz Križevec. Družbo nam bodo delali še prijatelji skupine Weekend Band, in seveda vrhunec večera, priznana slovenska glasbena zasedba, ki trenutno razprodaja dvorane eno za drugo, zasedba Flirt, vsem dobro poznana, in seveda mi kot soorganizatorji Blue Planet. Odlično. Torej, kakšen glasbeni žanr je to? Bolj rock? Mislim, da se bo za vsakega nekaj najdlo. Tudi zato smo poklicali na sodelovanje DJ-ja, da popolni tisto vrzel, ki bo nastala mogoče med glasbenimi skupinami. Zdaj pripravili pa ste tudi nekaj popoldanskih aktivnosti za otroke, torej prvo otroci popoldan, potem zvečer pa starši, no kaj bo za otroke? Tako, imeli smo v mislih čisto vse, seveda smo se tudi organizirali tako, da smo pripravili tudi nekaj za otroke, kot je to tradicija. Saj Halloween oziroma ta noč čarovnic je tudi zelo popularna pri otrocih. Tako bo od 6. oziroma 18. ure, nekje do 20. ure potekala animacija za ta najmlajše, ki jo bodo izvedli skupina oziroma ekipa pisanih mehurčkov. Tako bo poslikava obrazov, različne delavnice in tudi gledališka predstava za otroke. Čarovniško vzdušje, ne? Tako, ja. Kaj pa za hrano in pijačo je? Kaj poskrbljeno ali bodo ljudje lačni? Seveda, to je najbolj pomembno, tudi na prireditvi, da si lahko nekaj popijejo in pojejo. Zato bo poskrbela ekipa prostovoljnega gasilskega društva iz Križevcev. Med drugim pa še pripravljamo tudi ognjeni šov, obisk krampusov iz Brežic in vsega dosti dogajanja. Res polno dogajanja. Zdaj preveč ne smeva tudi ne razkriti, nekaj naj ostane, presenečenje. Zdaj pa mogoče za konec še eno povabilo tistim, ki še oklevajo, ali naj pridejo z avtom ali z metlo, ali naj sploh pridejo. Če poveste. Vse, ker obožujete ta praznik oziroma ki si želite ene dobre zabave, vas 30. oktobra vse skupaj vabimo v Križevce na prvo križevsko noč čarovnic, kjer bo res pestro dogajanje, tako da vidimo se v sredo 30. oktobra v Križevcih. Hvala, da ste se danes odzvali našemu povabilu, pa dogajanje tudi malo bolj podrobno predstavili. Mi pa vam seveda želimo, da vam ta prva noč čarovnic v Križevcih seveda dobro uspe in da bo prišlo veliko ljudi in bo veselo. Hvala za dobre želje in hvala za povabilo. Hvala vam. Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija je včeraj v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota organizirala 85. Vanekov večer. Letošnji govorec je bil priznani sociolog in nekdanji večkratni minister za šolstvo, eden najboljših poznavalcev slovenskega šolstva, dr. Slavko Gaber. Zbrani so se pogovarjali o aktualnih vprašanjih na področju vzgoje in izobraževanja. Dr. Gaber pa je predstavil svoje razmišljanja o nujnih spremembah v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Poglejmo si kratek izsek. Ko govorim z ravnateljicami, ravnatelji, nekateri še vedno se pogovarjajo z menoj, pa bi bilo boljše, če bi se s tistimi, ki tam zdaj za to odgovarjajo, mi pravijo, da tako hudo glede kadra ni bilo, da ne pomnijo. Ne vem, če si predstavljamo mi, kako zgleda šola, v kateri nimaš učiteljice, ki mora iti v razred. Kaj tam počnejo, je resno vprašanje.
in to, da vsi navzkriž učijo, katerikoli predmet pade ti na pamet, ja, rezultat, odkje pa naj bi prišel dober rezultat, ne more ga biti. In mi smo se tu igrali dolga leta s plačami in igrali smo se še kje drugje, tudi mi kot fakultete, s tem, koliko smo ljudi upisali, da tisti, ki so o tem odločali, ne bodo tega nikoli priznali, je posebna zgodba, ker univerza ni nikoli bila še za nič kriva, če že, pol so oni hudičevi politiki. Festival domoznanstva Domfest, ki ga osrednje območne knjižnice vsaki 2 leti prirejajo v drugi osrednji območni knjižnici, je letos gostila pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Ob 20. obletnici mreže osrednjih območnih knjižnic so na letošnjem festivalu predstavili ključne dosežke in izzive domoznanske dejavnosti. V pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je danes potekal 8. festival domoznanstva, znan kot Domfest. Dogodek, ki ga organizirata Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ter pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, letos sovpada z 20. obletnico vzpostavitve mreže območnih knjižnic. Osrednji temi festivala sta bili pregled izvajanja domoznanstva in prepoznavnost domoznanstva v širši javnosti. Podelili pa so tudi Goropevškove nagrade za izjemne prispevke k ohranjanju kulturne dediščine. Po več strokovnih predavanjih je sledil še kulturni program in sprehod po prenovljenem mestnem jedru Murske Sobote. Pred nami je vikend, ki ga bomo glede na vremensko napoved lahko izkoristili na prostem. Idealno bo za kak sprehod v naravi, kjer se bo na poti morda našla tudi kakšna goba. Sledi vremenska napoved. Za nami je pretežno oblačen dan. V Murski Soboti in Radencih smo opoldan namerili 14, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 13 stopinj Celzija. Jutri čez dan se bo od vzhoda postopno jasnilo. V zahodni Sloveniji se bodo sprva še pojavljale krajevne padavine, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 10 in 15, najvišje dnevne pa med 16 in 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo zjutraj gibale od 10 do 11, podnevi pa med 9 in 21 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah in v notranjosti megla. Čez dan bo pihal jugozahodnik, toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale okoli 12, čez dan med 19 in 21 stopinj Celzija. To bi bilo vse za danes. Če želite izvedeti še več o dogajanju v Pomurju, pa vas seveda vabimo k obisku naše spletne strani. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva.